13. decembra bo minilo 100 let, odkar se je v Šoštanju rodil Karel Destovnik Kajuh. V Šoštanju je odraščal tudi naš gost Vlado Vrbič, avtor knjige O Kajuhu prestreljene sanje. Gospod Vlado Vrbič je dolgoletni upokojeni direktor Velenjske knjižnice, pisatelj, prevajalec, soustanovitelj Pikinega festivala, tudi soavtor grba Mestne občine Velenje in avtor slogana Velenje, mesto priložnosti. Jaz sem bil star, mislim, da 3-4 leta, pa še to vem iz pripovedovanja moje sestre, se ne spomnim tega, bili smo sosedje, so mi pa povedali, da sem v poletnem času rad šel k njej na dvorišče, se do Golega Sleko in potem bilo zelo, zelo nerodno, ko so morali po mene priti. V bistvu ta zapuščina ni naša last, mi imamo samo v hrambi, ker v Šoštanu je bila nekoč Kajuhova spominska soba in tisto sobo so potem razformirali v začetku 90. let in je vso gradivo dobila v last družina Mešič, to so pa potomci Kajuha. In pred leti so nam pa dali to v hrambo, ker se bo pri nas sigurno bolj ohranilo, ko pa bi se v nekih zasebnih rokah. Karel Destovnik Kajuh, slovenska pesem. Samo milijon nas je, milijon umirajočih med mrliči, milijon, ki pijejo mu kri biriči, en sam milijon, ki ga trpljenje krotoviči in vendar ga nikoli ne uniči. Nikoli, nikdar. Zato, ker nismo trhle bilke, ki potočijo vene, ker mi nismo le številke, smo ljudje. Edino hlapci cvilijo ponižno, kakor psi in lajajo, da nas je malo, da bo v oporu vse pobralo. O, če ljudi bi ne bilo pri nas, ljudi, ki ne ubogajo na vsak ukaz, bi nas že kdaj odnesel plaz. Tako pa še živimo, čeprav nas je milijon samo. Zdahnili bi, da ne trpimo, z uporno dvignjeno glavo. Jaz mislim, da bi pravzaprav najbolje vplivalo na njega okolje. Šoštanj je bilo eno industrijsko mesto, zelo razvito industrijsko mesto z največjo leder fabriko na Balkanu. Imelo je veliko proletariata, imelo je pa tudi kapitaliste in imela je tudi en kar dosti močen krog Nemčurjev. In vse to je Kajuh spremljal, srkal v sebe, družil se je veliko starejšimi ljudmi oziroma moškimi, ki so bili, recimo en je bil španski borec, en je bil potem, je padel v pohorskem bataljonu. Skratka, ti napredni Šoštanjčani so se kar dosti družili in on je že kot mali otrok v hotelu, njihovem hotelu, to spremljal pa potem tudi skozi dobo odraščanja. Če zdaj pogledate recimo lestvico najbogatejših Slovencev, v zadnjem letu so pridobili še 15% svojega bogastva. Kaj to pomeni? Da je ta kapitalistični sistem približno takšen, kot je bil, celo mogoče še malo hujši, kot je bil v tistih časih in normalno, to bi Kajuh, 100 Kajuhov moralo opisati. No, o kapitalizmu sem že rekel, druga stvar je pa ta mednarodna situacija. On je že takrat pri svojih 16 letih napisal pesem Slutnja, kjer je govoril o tem, da bo spet, bomo ljudje s peno na ustih tekali po svetu, se pobijali in tako naprej, ker se ne znamo čisto nič naučiti iz zgodovine. In je takrat na koncu tisti vers, kako me sram. Njega je bilo sram zaradi tega, ker se zgodovina ponavlja. In poglejte, ko sem jaz pisal ta roman, sem imel bolj v mislih recimo drugo svetovno vojno in pa vojno na Balkanu, Bosno. Ampak če pa zdaj pogledate zadnje leto Ukrajina, vse to se dogaja, kar je on napovedal. In res nas je lahko sram. Mogoče samo to rečem, da ta oblast, ki je zdaj prišla,
je popravila, ne bom rekel krivico, ki je prejšnja oblast naredila, ker ni poimenovala leta 2022 po Kajuhu, ampak je popravila njeno neumnost. Kajti vsaka vlada, vsaka oblast, ki ne spoštuje svoje kulture, svoje zgodovine, ima zaprta vrata v prihodnost.